Živijo sem skupaj. Vkolikor že berete knjigo Z energijo živim, potem veste, da sem v knjigi opisala tudi nekaj tehnik. Pomenovala sem jih kar tehnike svetlobe, ker dejansko te tehnike prebujajo svetlobo v nas. Tako vsaj jaz čutim, ko izvajam tehnike. In sicer mislim, da sem opisala cirka 15 tehnik v knjigi, ki so večinoma dihalno-vizualizacijske, kar je za vsakega začetnika popolnoma dovolj. In najbolje, da kar začnete od začetka. Poglejte si še druge videe, ker sem vse tehnike posnela, tako kot sem obljubila v knjigi. Zdaj, zakaj tehnike? Mene velikokrat ljudje sprašujejo na delavnici ali pa na predstavitvah, ali pa me tako malo čudno gledajo, ko potem naredimo še kakšno tehniko za dvig energije, pa kakšen tai chi ali pa qigong. Zakaj tehniko? To je zelo dobro vprašanje. So ga pa že v bistvu raziskovali, bomo rekli, na različnih koncih sveta, različne vede, različne izročila. In so ugotovili, da smo ljudje, imamo energijsko polje, imamo aure, torej smo bitja z energijo. To energijo v bistvu mi ves čas nekako porabljamo, dvigujemo in izmenjujemo tudi. In zato je dobro malce več poznati o teh stvareh, ker v bistvu naša energija, bomo rekli naša osnovna energija, ali pa moja, močno vpliva na to, kar se dogaja zunaj mene. Ja? Recimo en tak primer je, se verjetno tudi sami veste, ko se vi zbudite dobro, zjutraj greste v službo ali pa po opravkih in tako vam je super, se dobro počutite, vaš dan poteka čudovito. In drugič, ko se zbudite z levo nogo, rečemo, potem gre vse narobe, pade vam na tlašeke, udarite se v koleno, ne dobite parkirnega mesta, itd., se vemo vsi, kako to gre. Se pravi, zelo je to odvisno, ta naš dan je bil odvisen od mene, ne od, tam nekoga, ki mi je zaparkiral glih pred nosom, ali pa nekdo, ki mi je zaprl vrata pred nosom, ali pa tako naprej, ali pa se je urinil v vrsti pred mano. Jaz sem to situacijo pritegnila v svoje življenje, z mojo osnovno energijo, ker jaz točno vem, kako delujem, ko sem super in kako se svet odziva name takrat. In tehnike delajo ravno to. Tehnike ti pomagajo tvojo energijsko vibracijo spremeniti, da pritegneš boljše stvari v svoje življenje, lepše odnose, prijaznejše okolje, podpirajoče okolje in tako naprej. Jaz se v bistvu s tehnikami ubadam že, oziroma jih delam kakšnih 17 let. Zase uporabljam magične kretnje od Carlosa Castanede, ki so dejansko magične, verjemite mi na besedo. To so posebne tehnike, ki dejansko prerazporejajo tvojo energijo, jo vračajo v tvoje centre, te prizemljujejo in pa dvigujejo energijo. Delam tudi tai chi, delam qigong, ošove tehnike, plejadske tehnike in pa potem različne vrste meditacij, od vodenih meditacij do dihanja lastnega stebra, rekapitulacije, rebirthinga, komore plejadske in tako naprej in tako naprej. Osnova so mi magične kretnje, moram priznati, da me tudi najbolj poživijo. Tudi, dejansko se počutim živa po njih. Seveda je pa treba vedeti, kdaj katero tehniko delate. Recimo,
Tai chi je krasna tehnika za zdravljenje aure, za zdravljenje tvojega energijskega polja. Je lahkotna, je nežna, za spodbujanje tvojega jina, se pravi tvoje ženske plati, za umirjanje. Medtem ko recimo kung fu na drugi strani odrezav, hiter, močen, ja, in pomaga okrepiti tvojo voljo, disciplino in pa ta notranji ogenj. Prebuja notranji ogenj kung fu, kar je zelo pomembno. Danes se mi zdi, da se naokoli kar tako nekako na pol zombiji hodimo okoli, ne. To je zato, ker nimamo tega notranjega ognja, ne. Notranji ogenj prihaja pa iz pleksusa. In pleksus jačajo pa kung fu, karate, borbeni športi tudi, na drugi strani pa vse, tudi tek, recimo, kondicijski treningi, trebušnjaki, aerobika in tako naprej, ne. Tudi pilates, prekrasna tehnika, oziroma, ja, kaj se ne vem, vse tehnika verjetno. Tako da, jaz se bom v bistvu navezala na to, kar jaz delam in kar jaz poznam. Poznam marsikaj, meni je važno predvsem to, da uporabim tehniko za to, da si pomagam nekaj narediti z njo. Jaz nisem vezana, ne vem, zdaj bom samo jogo delala, ali pa samo, ne vem, kitajske tehnike, ali pa daoistične. Jaz sem raziskovalka po duši in jaz raziskujem vse, kar bi mi prav prišlo, da bi jaz se boljše počutila, da bi si dvigala energijo svojo, da bi se ozdravljala travm iz otroštva, da bi razširila svojo zavest in videla in čutila in vedela več. Moja želja, ko sem začela z delom na sebi, je bila tudi ta, da bi jaz postala svoj original. Čutila sem, da sem polna nekih vzorcev, pa prepričanj, pa nekega načina delovanja, ki ni okej. Čutila sem neko težo v sebi in neko praznino. Čutila sem, da je nekaj znotraj mene prazno. Da sem imela, kaj sem, 20 let. In zato sem šla potem raziskovati naprej, ne? Se pravi, da jaz postanem svoj original, moram najprej izvršiti iz sebe stvari, ki niso moje. In ne boste verjeli, koliko visok procent je energij v tebi, ki sploh niso tvoje. Bomo rekli okoli 90%, ja? Ampak, bolj kot ti delaš na sebi, ko ozaveščaš sebe, spuščaš stare stvari, spuščaš stvari, ki niso tvoje, večji original postajaš, več tvoje energije se vrne vate, bolj čutiš sebe, veš, v katero smeriti, kaj delati, da te bo srečevalo, na kakšen način delovati, misliti, čutiti in tako naprej. Ne? Vse te stvari v bistvu so zelo pomembne za vsakogar izmed nas. Ne? Ker vse veste, vsak čuti neko poslanstvo, neke stvari, ki bi jih rad delal. Pa ne si predstavlja, da je to poslanstvo zdaj nekaj, wow, da to mora biti, da boš rešil pol sveta. Ne, ti lahko samo, ne vem, si trgovka v trgovini, prodajalka in svojo prezenco, prijaznostjo in nekim takim notranjo željo, da pomagaš ljudem, da jim prodaš stvari, ki so za njih dobre, že s tem lahko veliko naredimo. Ne rabimo nekaj rešiti sveta na pol, ne? Tako. Treba se zavedati, da ima vsak svoje poslanstvo. Nekateri takšno, nekateri drugačno. Kar je pa res, kar sem jaz videla pri sebi, je to tudi, da ko prideš na zemljo, se prideš učiti. In ti se učiš celo življenje. In prej, ko to sprejmeš, da ne glede na to, koliko se imaš še za naučiti, tako lahko jaz zdaj živim ta trenutek. Ne? In ponavadi je tako, da človek pride na zemljo zato, da eden glavni vzorec razreši. Ne? In zdaj je odvisno pač od vsakega človeka, kakšen je ta njegov glavni vzorec.
recimo nekateri se ubadajo s financami, nekateri da si boljše zapomnijo stvari, nekateri z vzorci, ne vem, ne zmorem, nisem vreden, ne zaslužim si, ali pa recimo eni imajo težave z odnosi, drugi ne morejo dobiti partnerja, tretji se kregajo starši in tako naprej in tako naprej. Ne? Vsak ima na enem področju nek manko oziroma bomo rekli izziv, s katerim se sooča in kateremu posveča v bistvu celo svoje življenje. Ja, res celo svoje življenje. Tako da s tehnikami si boste pomagali, da boste prej prišli do spoznanj, hitreje boste presegli svoje vzorce, spoznali boste vse svoje potenciale, veste, koliko jih imamo, to je neverjetno. Delali boste svojo energijo, jo boste premikali, jo boste usmerjali recimo v svoje cilje, v svoje namere, v svoje delo, tisto, kar želite, ja? In to tehnike pomagajo. Tehnike so tako kot orodje, ki ga uporablja vodoinštalater ali pa električar, bor mašino, šraufen cigare in tako dalje. So tehnike orodje za človeka. In zato so že toliko stare in že toliko let obstajajo in hvala Bogu so zdaj na voljo praktično vsem nam. Seveda je pa treba imeti malo discipline, pa jih začeti uporabljati. Ne? Tako da tukaj se mi zdi, da se mi vsi ujamemo, ne, potem s to disciplino, ki nam vedno manj nagaja. Ampak ne glede na to, lejte, splača se, karkoli vložite vase, se vam zagotovo obrestuje. Tako, mislim, da sem v tehnikah povedala kar precej. V drugih videih si lahko ogledate, katere tehnike vse sem posnela v knjigi Za energijo živim. Če imate kakšnokoli vprašanje, me lahko pokličete, pošljete mail, če želite knjigo, lahko dobite v knjigarnah, knjižnicah ali pa pri meni. Ali pa če vas kaj iz knjige zanima, lahko pa pridete seveda tudi na delavnico. Jaz organiziram v Kopru, individualne in skupinske, tako da kar pogumno pokličete, se prijavite in naredimo nekaj z vašo energijo. Ok? Dobro. Lepo se imejte. In seveda poslušajte se, ker vaša energija ve vse. Adijo.